Moram reči, da mi je veliko veselje, da vas lahko pozdravim na skupni novinarski konferenci podmladka Slovenske demokratske stranke kot tudi Nove Slovenije. V preteklosti smo že uspešno sodelovali in tudi podpora varčevalnim ukrepom kaže na to, da ene izmed največjih nacionalnih mladinskih organizacij enotno podpirajo varčevalne ukrepe, kar je zagotovo nek znak v družbi, da se tudi mladi zavedajo trenutne družbene situacije, ki ni ravno rožnata. In sicer v Slovenski demokratski mladini seveda podpiramo varčevalne ukrepe, saj se zavedamo, da če ne bomo teh ukrepov sprejeli danes oziroma letos, bomo naslednje leto morali sprejeti precej hujše ukrepe, ki bodo prizadeli prav vse pore družbe. Krize zadolženosti pa tudi ne moremo reševati na račun nadaljnjega zadolževanja naše države, saj je to moralno nesprejemljivo že do naših potomcev. Slovenija danes funkcionira na proračunu, ki temelji na predpostavki gospodarske rasti 2,5%. Te gospodarske rasti žal ni že kar nekaj časa in vkolikor bomo v Sloveniji ravnali disciplinirano, bomo do leta 2015 verjetno uspeli uravnotežiti proračun, tako da bomo porabili toliko, kolikor bomo seveda tudi sami ustvarili. Ob tem bi seveda tudi radi opozorili, da Slovenija socialna država, ne more pa biti socialna ustanova. Recimo, glede gospodarstva lahko povemo to, da je v Sloveniji v preteklih 3 letih zaposlitev izgubilo preko 70.000 oseb, medtem ko v javnem sektorju službo na novo pridobilo oziroma se javni sektor povečal za 9.000 zaposlitev. Mnogi govorijo, da vlada predlaga ukrepe samo na odhodkovni strani, ampak to nikakor ne drži. Tukaj lahko povem, davek od dohodkov pravnih oseb se znižuje, da spodbudi gospodarstvo k investiranju, prav tako pa so davčne olajšave za investicije in razvoj, saj želimo spodbuditi investiranje in odpiranje novih delovnih mest. Je pa res, da bodo nekateri ukrepi izvedeni z nekaterim oziroma s časovnim zamikom. Ukrepi, ki jih torej vlada predlaga, so pravični in enakomerni. To pomeni, da bodo ukrepi, recimo, ukrepi na delavce z nizkimi plačami v bistvu ne bodo deležni teh restrikcij, bodo pa vplivali te restrikcije na te, ki imajo bistveno večje plače. Mogoče tudi na plačo gospoda Štruklja, saj je potrebno zasledovati socialni vidik. V javnosti se tudi pojavljajo napačne informacije, kjer govorijo, da bodo s omenjenimi varčevalnimi ukrepi prizadeti ravno socialno najšibkejši in večje družine. Ampak to ne drži, saj je večina oziroma kar nekaj ukrepov povezanih tudi na cenzus, ta je 64% in sicer glede plače. To pomeni, da bodo lahko v člani gospodinjstva zaslužili 625 evrov neto in ti ukrepi ne bodo vplivali na nas oziroma na njih. To so cenzus za starševska nadomestila, otroški dodatki, pravica do pomoči ob rojstvu otroka, pravica do dodatka za veliko družino, subvencioniranje prevozov, prehrane v vrtcih, osnovnih šolah ter znižanje plačila za vrtec. To pomeni, da bo lahko 4-članska družina mesečno zaslužila 2499 evrov in se jih ti ukrepi niti približno ne bodo dotaknili. Veliko tudi govora o normativih v vrtcih. Malo poglejmo po Evropi, torej Evropski uniji. Recimo, povprečna velikost na vzgojitelja, vzgojiteljico v evropskih državah je 13 otrok. V Sloveniji je ta številka med 8 in 9, torej smo krepko pod povprečjem. Če gledamo velikost oddelkov v osnovnih šolah, je povprečje držav OECD-a približno 21 otrok na oddelek, v Sloveniji znaša to nekaj čez 18. Veliko tudi govora o dvigu davka na dodano vrednost, tako imenovanega DDV-ja, kjer pa je seveda potrebno pozoriti, da to je eden izmed skrajnih ukrepov, saj dvig DDV-ja enotno občutijo prav vsi družbeni sloj. Tako najbolj bogati, najbolj revni, vseh se dotakne enako. In prav zanimivo je, ko slišimo gospoda Jankovića govoriti, kako dvigniti DDV, da rešimo to krizo,
povečamo prihodke, moramo pa se seveda zavedati, da to prinaša tudi dražji bencin, dražji internet ter seveda tudi dražje osnovne življenjske potrebščine. Veliko tudi govora, da bi se DDV dvignil iz recimo 20 na 21-22%, je pa potrebno dodati, da je to verjetno premalo, da bi se poznalo. Kot mladi tudi podpiramo spremembe na področju študentske prehrane, saj je namen študentske prehrane zagotoviti kvaliteten in zdrav obrok, ukinjanje le-te po 8 uri zvečer pa pomeni, da bomo se seveda morali vsi soočiti s tem, da ne bomo šli zjutraj ob enih, dveh, treh na burek, na gon, ker ni to niti zdravo, pa niti dobro za nas. Podpiramo pa seveda tudi upokojevanje teh zaposlenih v javnem sektorju, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, saj poleg tega, da se bo zmanjšal javni sektor, pomeni to tudi, da se bo odprlo nekaj delovnih mest za mlade. Tako da v Slovenski demokratski mladini podpiramo varčevalne ukrepe in pozivamo, da se podprejo čim prej.